naši tretji tiskovni konferenci, kajti naslednji teden bo že tretje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu, pa pravzaprav četrto leto, skoraj bo vmes še eno mini zasedanje. Z nami je danes Tanja Fajon, pridružila se nam bo tudi dr. Romana Cizelj, ki pa je imela neke obveznosti in bodo modila nekje 10-15 minut. Mi vsi si želimo, da bo res prišla, če se bo zapletlo, vas bom o tem vmes obvestila. Pa mogoče lahko za uvod najprej predstavim, kakšne bojo teme plenarnega zasedanja naslednji teden. Glede na dogajanja, ki mi vsi sledimo v Severni Afriki, zlasti v Libiji, bo Evropski parlament razpravljal z visoko predstavništvo za skupno zunanjo politiko najprej o stanju bližnjevzhodnega mirovnega procesa in pa v nadaljevanju o izključitvi Libije iz Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Ker naslednji teden poteka 8. marca 100. obletnica praznovanja dneva žensk. Prvikrat se ga je nekako začelo omenjati leta 1911. Bo Evropski parlament tej temi posvetil kar nekaj pozornosti. Potekale bodo dejavnosti tako v Bruslju, Strasbourgu, kot tudi tukaj v Ljubljani. Potem vas bomo obvestili še pozneje. Vsekakor pa bo Evropski parlament 8. marca v torek razpravljal in glasoval o predlogu resolucije o enakosti med spoloma ter o predlogu resolucije o ženski revščini. Revščina je namreč tista, ki ženske še posebej močno prizadene. Naslednja zelo pomembna tema bo razprava s predsednikom Evropske komisije, gospodom Barrosom, pred svetom evroobmočja in sicer bodo poslanci predstavljali poglede na nove oblike gospodarskega upravljanja. Kot četrto lahko omenim, pravzaprav četrto in peto združeno temo, parlament bo razpravljal in glasoval v dveh resolucijah in sicer glede napredka Turčije in pa Črne Gore v pristopnih pogajanjih v Evropski uniji. Naslednja tema bo strategija Evropske unije za Rome. Poslanci bodo postavili prednostne naloge in sicer z namero, da je treba poskrbeti za 10 do 12 milijonov evropskih Romov in pripraviti ustrezne ukrepe na ravni celotne Evropske unije. Če omenim še 4 teme, potekala bo razprava o spremembi Lizbonske pogodbe za uvedbo mehanizma stabilnosti. Razprava bo tekla tudi o novih sankcijah proti Iranu in sicer tokrat zaradi kršenja človekovih pravic. Zelo pomembna bo tudi razprava poslancev o prednostnih nalogah proračuna Evropskega parlamenta in pa potekala bo tudi slavnostna seja z madžarskim predsednikom, gospodom Pavlom Schmidtom, seveda v okviru madžarskega predsedovanja Svetu Evropske unije v tej polovici leta. Zdaj bi pa dala besedo kar gospe Tanji Fajon, da predstavi morda zadeve s plenarke, pa tudi še kakšno posebno zanimivost, ki se tiče vašega dela kot poslanke. Hvala. Hvala lepa. Najprej vsem lep pozdrav. Meni je zelo žal, da ni še kakšnih mojih poslanskih kolegov, ampak sem zato zelo vesela, da ste vsaj vi prišli in da boste nekaj uporabnih informacij izvedeli. Kakor mi je poznano, vas kar nekaj novinarjev pride tudi v Strasbourg prihodnji teden, zelo velika udeležba, kar nekaj zanimivih tem imamo. Nataša je že predstavila vse praktično tisto, kar se mi zdi, da je glavno. Z mojega področja so seveda to migracije Romi in bi mogoče se najprej malo tega dotaknila, glede na to, da smo 2 dni nazaj tudi v odboru za državljanske svoboščine, notranje zadeve in pravosodje govorili o tem, kako se Evropska unija odziva na položaj migrantov, ki se zbirajo na zunanjih mejah. Približno 1,5 milijona ljudi nekako trka na vrata Evropske unije in seveda to zbuja precejšen strah in različne scenarije, kaj se bo dejansko zgodilo, kako je Evropska unija pripravljena na ta morebitni val tujih priseljencev in kako se bo odzvala. Kar se je na razpravi, ki smo jo imeli, izkazalo je, da je še vedno precejšnja nezadostna pomoč in nekoordinirana pomoč Evropske unije. Seveda vsi pozdravljamo dejstvo, da Unija namenja 25 milijonov evrov za prvo pomoč, predvsem Italiji in oblastem, ki se spopadajo z valom priseljencev na Lampedusi.
Je pa tudi res, da v zadnjih dneh na Lampeduso ni bilo več veliko pribežnikov, da so oblasti nekako uspele zadržati ta val. Seveda se pa pojavlja strah, da se bo nov val zgodil tudi na Malto in pozivi so z naše strani, da morajo države v Evropski uniji dejansko si razdeliti breme, ker vsi ti begunci, ki se lahko pojavijo na naših mejah Evropske unije, bodo predstavljali težavo, pomagati jim je treba, to so velike humanitarne tragedije in zelo tragične zgodbe teh pribežnikov in na vsak način si morajo države tu porazdeliti bremena, vsaka mora vzeti določeno odgovornost in kar se je izkazalo kot velik problem je seveda, da Evropska unija še vedno nima skupnega azilnega sistema, ki ga bo zdaj pod madžarskim predsedstvom pospešeno krepila in ga probala čim prej vzpostaviti. Italija je dejansko v res težki situaciji, čeprav jo včasih kritiziramo, da se oblasti do priseljencev ne obnašajo človekoljubno in dostojno, se vseeno moramo priznati, da rabi veliko pomoč. Tako da, kar se mi zdi bistvo je, da ne smemo Italije, tudi ne Malte in tudi katere druge države v Uniji pustiti same, če se bo zgodil scenarij, da bo v Evropsko unijo v prihodnjih tednih, mesecih zaradi seveda demonstracij, padcev avtoritskih režimov v arabskih državah pribežalo še več priseljencev. Druga tema, ki jo je Nataša že omenila, povezavi z Romi, glede na to, da se prav tako veliko ukvarjamo z Romi v mojem odboru in s pripravo to strategije o Romih, lahko povem nekaj zanimivih podatkov. V naši politični skupini smo opravili v zadnjih tednih misije, kjer smo obiskali nekaj držav, ki imajo največje težave z romsko populacijo. Jaz sama sem bila prejšnji teden v Bukarešti in lahko povem, da Romi živijo res na tistem najbolj odrinjenem robu družbe in da, kar je zanimivo demografsko stanje trenutno v Evropi, je, da medtem ko se prebivalstvo v Evropski uniji stara, romsko prebivalstvo močno narašča. Na Madžarskem, odkoder prihaja tudi moja poslanska kolegica, ki je pripravila poročilo o položaju Romov, je menda že vsak 5., 6. novorojenček Rom in prebivalstvo je že od 8 do 10% romskega in močno narašča. Zaradi tega se je treba zelo resno ukvarjati s tem, kako bomo v naslednjih 20-30 letih zagotovili, da bomo to romsko prebivalstvo dejansko vključili v našo družbo. Ker če tega ne bomo počeli, nam grozi, da bo tega vse več romskega prebivalstva močno odrinjenega na rob družbe, kar bo nam samim predstavilo velike socialne težave. In ta strategija, ki jo parlament prihodnji teden obravnava in sprejema, opozarja na vse te težave, predvsem poziva Evropsko komisijo, kako uporabiti že tiste instrumente, obstoječe strategije in dokumente v praksi, kako zagotoviti integracijo Romov in omogočiti enake pogoje, izobraževanje predvsem, da niso odrinjeni na družbe in jih vključiti tako, da imajo možnost dela in preživetja. Mogoče samo vam povem za zanimivost, v naši politični skupini bomo ta mesec izdali knjigo. Tudi sama sem napisala en članek po obisku Bukarešte, kjer dejansko 40.000 Romov živi v neverjetno nemogočih razmerah, brez elektrike, brez vode, to so stanovanja brez oken. Težko si predstavljate, kako izgleda, bila sem med redkimi, ki je šla pogledat to. In v tem članku recimo primerjam Bukarešto kot prestolnico z težavami velikimi z Romi, kot slab zgled reševanja primera vključenosti Roma v družbo in med drugim našo puščo, ki pa je lahko dober zgled za Evropo. In v tej knjigi bomo dali nekakšne predloge Evropski komisiji, kako s primeri dobrih praks reševati položaj Romov, da ne bomo imeli sami na dolgi rok problemov, ker kot pravim, naša populacija se stara, romska pa v prihodnje močno narašča. To recimo je še ena pomembna tema za prihodnji teden.
in to knjigo bomo mi predstavili kot podlago delu Evropski komisiji v koncu marca. Evropska komisija bo pa prišla s smernicami za strategijo za vključevanje Romov v naše družbe, recimo temu popravkom že obstoječih dokumentov predvidoma aprila. Tako da to je neka priprava in predlogi temu, kaj naj bi aprila komisija naredila. Omenila bi še glede Mednarodnega dneva žensk. V torek pripravljamo v Evropskem parlamentu za tiste, ki boste morda tam, posebno okroglo mizo, srečanje na temo ženske v politiki v Evropski uniji. In na tej okrogli mizi bodo sodelovali poleg seveda predsednika Evropskega parlamenta tudi nekdanja irska predsednica Mary Robinson in nekdanja predsednica parlamenta Nicole Fontaine. Kar želimo predvsem, pa seveda večino evropske poslanke smo pozvane, smo povabljene, da sodelujemo, kar je še vedno statistika in podatek, ki je grozljiv, kljub temu, da Evropska unija za ženske naredila veliko v zadnjih letih, da je diskriminacija na trgu dela še vedno zelo velika in da so razlike v plačah med moškimi in ženskimi po Evropski uniji še vedno 18%. In da so ženske tiste, ko so starejše, upokojene, z nižjimi dohodki zaradi tega, ker so v času materinstva upravljala nižja, manj plačana dela in da je treba kljub že vrsti pozitivnih korakov še narediti veliko dela. Opozorila bi še na en dogodek, ki sicer ni tako povezan s plenarnim zasedanjem, je pa povezan s prihodnjim tednom, na katerega bi vas vse povabila ob tej priložnosti. Naslednji petek v Ljubljani organiziram veliko konferenco, mednarodno bi lahko rekla, ker imamo veliko navzočnost mednarodnih gostov, avtorska pravica v digitalnem okolju. To se mi zdi, da je zelo aktualna razprava, ker gre za to, da bomo soočali različne poglede, tako izvajalcev, postizvajalcev, avtorjev, ponudnikov internetnih storitev, nas uporabnikov in se bomo ukvarjali s tem od združenj tu, kot so SAZAS, IPF, filmske industrije, s tem, ali želimo v prihodnje plačevati internetne storitve, ko nalagamo material, spletno piratstvo in avtorske pravice. Tudi iz Evropskega parlamenta imamo goste iz sveta industrije, tako da mislim, da bo to precej odmevna konferenca po naslednji petek in jo že obveščamo. Zdaj, glede drugih tem pa ne vem, če imate kakšne vprašanja, veste, smo se nekaj s Hrvaško ukvarjali, ampak to ni na dnevnem redu. Včeraj smo se s komisarjem pogovarjali, Filejem, Turčijo imamo in takšne stvari. Najlepša hvala, Tanja. A je mogoče kakšno vprašanje? Še nekaj počakamo in želimo sporočila, se nam bo gospa Cizleva pridružila. Lahko samo še eno informacijo, ki sem pozabila, da se ukvarjamo še s tem, kako bo šla naša razprava o medijskem zakonu naprej, na kratko. Še vedno nismo čisto rekli, prejšnjič, kot veste, na prejšnjem plenarnem zasedanju smo preložili glasovanje o resoluciji o medijski zakonodaji na Madžarskem, ker smo tik pred zdajci dobili v roke pojasnilo madžarskega premierja Orbana, da je vlada pripravljena spremeniti 4 najbolj sporne dele zakona in takrat nismo imeli dovolj časa za preučitev teh popravkov. Zdaj smo te popravke nekako preučevali in jaz moram reči, da se z mojimi kolegi večinoma strinjamo, da gre za precej kozmetične popravke zakona, zelo tehnične in da madžarska vlada dejansko ni šla v tiste popravke, ki so nas najbolj skrbeli in so predvsem povezani z zagotavljanjem temeljnih človekovih pravic, listine o temeljnih pravicah, da bi Madžarska dejansko s tem zakonom zagotovila medijski pluralizem v državi in pa svobodo medijev. Tako da popravki po našem mnenju ne gredo v zadostno smer in za zdaj še nekako razpravljamo o tem, kaj bomo dejansko prihodnji teden naredili. Ali bomo imeli skupno resolucijo in o njej odločali, za zdaj tega še ni na dnevnem redu, smo pa imeli včeraj zelo veliko konferenco o svobodi medijev, ki jo je organizirala moja politična skupina v torek.
sem pa jaz skupaj z mojimi kolegi organizirala prav tako konferenco o svobodi medijev, ki pa je bila organizirana z novinarji, ki so v Bruslju, in smo se strinjali, da je Madžarska lahko pomemben zgled tudi za druge medijske zakonodaje, zaradi tega moramo biti odločni in vztrajati pri spremembah, če ne celo umiku zakona. Hvala lepa. Še vprašanje? To pomeni. Take težke teme. Ja, zdaj, če čakamo sporočilo, ne? Če se nam pridruži dr. Pizova, tako da mislite, da ne več? Ne. Potem pa kavo spijemo. Potem bi pa jaz pač se vsem zahvalila, Tanja in vsem prisotnim. Žal je danes začela en tak tekel, da so se vsi upravičili, nekateri še tako na koncu. Vas vabim še na eno kavo, mogoče bo predsedila še pride, ampak očitno je bila manj možnosti. Najlepša hvala vsem in se vidimo naslednji petek pred plenarko, to mislim, da bo aprila. Zelo malo aprila, ker je potem že 8. aprila. Hvala lepa.